Gospod nadškof Alojzij Cvikl, lepo pozdravljeni. Ujeli smo vas tik pred odhodom slovenskih škofov v Rim. Za kakšne vrste obisk gre? Torej, ta obisk je ad limina apostolorum, kar pomeni k zidu na grobove apostolov. Zakaj k zidu? Ker so včasih pokopavali blizu zidu. In dejansko, če boste kdaj imeli to srečo, jaz sem imel, da sem šel čisto na grob svetega Petra. In dejansko je ob zidu, ker je bilo tam obzidje in ob obzidu je bil pokopan. Torej, ta obisk ad limina ima ravno ta namen, da gremo najprej po Romu. Kot romari gremo na grob svetega Petra, apostola Pavla in potem srečamo papeža oziroma Petra današnjega časa, da mu poročamo o življenju v naših škofijih oziroma v naših škofijah, o tem, kar je dobrega, pa tudi o hibah, težavah, problemih. In potem poslušamo njega, da nam kot prvi pastir spregovori in nas nagovori, nam da smernice za naše življenje. Ali v Rim odhajate vsi škofje, torej ordinarji, pomožni in upokojeni? Odhaja nas 9, kar pomeni, da odhajamo vsi ordinarji, vseh 6, potem pa še 2 pomožna iz Ljubljane in upokojeni iz Kopra. Tako da med temi 9 4 gremo prvič. Tako da je skoraj slaba polovica nas gre torej prvič na to romanje. Od ordinarjev pa kar 4, ki gremo prvič na to romanje. Potem so verjetno posebni občutki ob tem. Seveda. Mislim, to je, to se ne zgodi vsak dan, ampak na 5 let, oziroma zdaj gremo na 10. Ker je vmes bila menjava papežev, potem je bilo sveto leto, ko papež ima pa s tem toliko, kaj bi rekel, opravka s svetim letom, da ni bilo teh obiskov in tako smo prišli dejansko na 10 let. Kanonsko pravo, zanimivo cerkveno pravo pravi v točki 399 in 400, da naj bi vsak škof ordinarij vsakih 5 let, to velja za evropske škofe, za ostale pa vsakih 10 let, ko romali v Rim. Ostali morajo vsakih 5 let poslati neko mestno poročilo, medtem ko pridejo pa vsakih 10 let tisti, ki so bolj oddaljeni. Mi, ki smo bližje, ne bi pa vsakih 5 let prišli, ampak sedaj smo tudi mi z njimi izenačeni, tako da prihajamo po 10 letih. In za nas je prvič, to je za 4 ordinarije to prvič, ko smo se pripravljali na ta obisk, in tudi, ko bomo poromali skupaj. Bi lahko morda opisali, kako bodo potekali ti dnevi, kakšen bo program po posameznih dnevih? Torej, ko sem že prej omenil, glavno tista pika na i je gotovo srečanje s svetim očetom. To bo četrtek, 1. marca, bomo najprej zjutraj somaševali z njim, potem pa imamo 2 uri rezervirani za osebno srečanje z njim. Med tem časom se je ta praksa zamenjala. Včasih je bilo tako, da je papež sprejel vsakega posebej za 20 minut, sedaj pa je to srečanje za vse škofe skupaj, tako da ga bo najprej pozdravil predsednik škofovske konference, potem pa ima vsak ordinarij nekaj časa, da na kratko spregovori o svoji škofiji, potem pa sledi pogovor z njim in na koncu potem papež poda, kaj bi rekel, svoje videnje oziroma tudi kakšne smernice, opisne oblike navadno potem nam to izroči. Tako da to je nekako, kaj bi rekel, bo tisti vrhunec tega našega obiska. Drugače pa imamo, kaj bi rekel, ta romarski del, pomeni, da bomo maševali v cerkvi, začnemo takoj ponedeljek z mašo v cerkvi Marije Snežne, Marije Velike, kot prošnja za blagoslov tega našega obiska. Potem pa bomo še med tednom maševali v Lateranski baziliki, ker je pač papež je v prvi vrsti je rimski škof in kot rimski škof je tudi poglavar vseh nas. Potem pa bomo maševali še v cerkvi svetega Pavla zunaj obzidja in potem na koncu soboto skupaj z romarji, kar bo pač prišlo v Rim, pa bo maša v cerkvi svetega Petra kot zahvalna sveta maša, ki jo bo daroval naš kardinal Franc Rode. Drugače pa preko dneva imamo obiske po različnih kongregacijah, pa uradih vatikanskih.
Nekaj obiskov bomo naredili skupaj, torej vsi škofje skupaj, ponekod pa bomo šli samo po trije. Ker v enem tednu je težko, kako bi rekel, vse obiskati in biti povsod navzoč, tako da smo se mogli malo porazdeliti, ampak povsod, ker se bo pisal zapisnik, tako da na koncu bomo vsi vsem obveščeni, tako da bo na koncu potem se lahko tudi sestavilo neko skupno poročilo. Ne. Istočasno pa bomo obiskali še kolegije Sloveniji in tiste kolegije, v katerih so naši študentje. Tako da ali bomo šli, kako bi rekel, na večerjo, na pogovor, da tudi, kako bi rekel, se zahvalimo vodstvu teh kolegijev, da so pač sprejeli naše študente in tudi, da srečamo naše študente, ko smo že v Rimu. Na obisk ste se pripravljali že zelo dolgo in škofje ste bili primorani napisati poročila za vse glavne kongregacije. Do kakšnih ugotovitev ste prišli? No, jaz ne bi rekel, smo bili primorani, ampak po svoje je tudi koristno, ker ko ti delaš neko poročilo, posebej za 10 let, mnogo bolje spoznaš svojo škofijo in tudi začutiš realno stanje. Tako da se mi zdi, da ta obisk ni samo, da moraš napisati ta poročila in greš v Rim, ampak je to tudi zato, da mi bolje spoznamo svoje škofije, ne, da začutimo, kje so res problemi. In v teh 10 letih je nastala velika sprememba, ne, zato ker 10 let je pa že tako obdobje, ne. Zadnji obisk je bil leta 2008, ne, januarja, torej malo potem, ko so zaživele nove škofije, ne, tako Murska Sobota, Celje in Novo mesto. Ne. Medtem ko zdaj po 10 letih se že bolje vidi, kako te škofije živijo. In takrat te nove škofije niso dajale svojega poročila, zdaj pa tudi za teh 10 let one prvič podale svoje poročila. Ne. Tako da bojo tudi za njih, kako bi rekel, je neka preverba stanja, kje smo po teh 10 letih, kaj je dobrega, kaj je res uspelo, kje so pa tiste, kako bi rekel, točke, ki pa niso nam najbolj, kako bi rekel, oziroma nas nemirjajo. Zdaj, če pogledamo, gotovo je to pomanjkanje duhovnikov. Ne? Pred 10 leti se to ni tako čutilo, kot se zdaj čuti. Ne? In tudi, kako bi rekel, po 10 letih, na eni strani pomanjkanje, torej manj novih bogoslovcev oziroma manj posvečen, manj novomašnikov, na drugi strani pa staranje duhovnikov, ne? Kar potem povzroča, da je vedno več župnik, ki nimajo več svojega duhovnika. Ne? To se je zdaj v teh 10 letih kar zgodilo. In to tudi, kako bi rekel, zbuja ne bom rekel strah, ampak skrb za leta, ki so pred nami, ker ta trend bo šel naprej. Tako da, kako bi rekel, ta poročila to jasno kažejo. Potem v zračju, v katerem se nahaja cerkev, ne, je gotovo v teh 10 letih se je marsikaj zgodilo, kar je tudi, kako bi rekel, vplivalo na podobo cerkve, na življenje cerkve. Ne. V tem času smo zamenjali torej, tako Maribor kot Ljubljana, ordinarije, kar je tudi, kako bi rekel, en tak dogodek, ki je vplival, kako bi rekel, na življenje cerkve. Vse to, kako bi rekel, poročila kažejo in so predvsem so to za nas. Jaz sem bolj doživljal stvar, ne toliko, da pišem za njih, čeprav je bilo kar veliko dela, to je 130 strani poročilo, samo za našo škofijo, ampak to je zelo dragoceno zame. Tudi jaz sem zdaj 3. leto, torej bom končal 3. leto in je to ena taka dobra priložnost, da, kako bi rekel, še bolje spoznam škofijo, pa še bolje začutim, kje so res problemi, težave in tudi, kako bi rekel, zdaj na kongregacijah, ko smo pogovarjali o teh stvarih, bomo tudi dobili kakšne konkretna navodila, spodbude in to je tisto, kar je lahko nam v oporo. Kot ste že prej dejali, 1. marca se boste srečali s papežem Frančiškom. Pričakujete morda kakšna posebna vprašanja z njegove strani, morda tudi o begunski krizi, morda odnos cerkev, država, kakšna takšna vprašanja? A gotovo, to je papež zelo dobro pozna Slovenijo, torej pozna dobro, je dobro informiran o stvarih, prav zaradi teh težav, ki so pač bile zadnja leta, je papež verjetno še bolj podrobno sledil stvari. Ne. Že za imenovanje škofov je pač dobil na mizo poročila in vse to, tako da je seznanjen.
gotovo jaz mislim, da ta odnos cerkev-država bo na dnevnem redu, pa tudi verjetno odnos države do zasebnega oziroma cerkvenega šolstva. Ne. Tudi tukaj se mi zdi bo eno tako vprašanje, ne. Ker pri nas, dobro, že prva stvar, ki ni rešena, je status duhovnika. Pri nas beseda duhovnik ne obstaja, če vi gledate v dokumente državne, duhovnika ni, je verski delavec. Verski delavci smo lahko pa vsi, ki v cerkvi karkoli, tudi tisti, ki krasi, je na nek način verski delavec. Tisti, ki mešnar je verski delavec. Ne? Tako da, kaj bi rekel, že to je en problem, da pri nas vse druge države imajo med poklici tudi duhovnika, kot duhovnika pri nas ga ni. Že to je en pokazatelj, kaj bi rekel, tega odnosa. Po drugi strani pri nas, kaj bi rekel, je cerkev dostikrat državni, torej dežurni krivec za vse probleme, ki so, ne, vse se posebej pred volitvami se navadno potem spravijo na cerkev, da bi čim več točk si pridobili, ne, v tem odnosu do cerkve, potem na volitvah in tako naprej. To je gotovo, ne, pa tudi, kaj bi rekel, v tem pogledu do zasebnega oziroma cerkvenega šolstva, ker država dostikrat kaže strah oziroma se boji tega šolstva. Ne spozna, da bi to lahko bilo zanjo plus, da je to šolstvo tisto, ki pomaga, ki prispeva, ne pa da, kaj bi rekel, državo hoče na nek način oropati za nek denar, ki bi ga lahko namenjala v javno šolstvo. Ne? To je prvi tak problem. Ne? Drugi problem pa je, da država se na nek način boji ljudi, ki so samostojni, zreli, ki samostojno razmišljajo. Teh se zelo boji in ve, da iz teh zasebnih šol, iz teh, kaj bi rekel, tudi šol, ki so pač jih cerkev vodi, prihajajo ljudje, ki so drugačni kot iz javnih, z več samozavesti, z več, kaj bi rekel, te zavesti, kaj bi rekel, da so res vse, imajo svoje mišljenje in tako naprej. Če vi pogledate, na primer, koliko teh je v tujini uspelo, ki so išli iz zasebnih oziroma iz šol, ki jih vodi cerkev. Koliko danes uspešnih ljudi v Strasburgu, Bruslu in v teh ustanovah, ki so iz teh šol išli. Pomeni, da so zunaj zelo, kaj bi rekel, iskani in te reference jim pomagajo, da lažje vstopajo v te ustanove. Bo morda tudi sledilo kakšno povabilo papežu Frančišku, naj pride na obisk v to našo ljubo Slovenijo? Ja, čeprav, kaj bi rekel, moramo najti neki vzrok, kaj bi rekel, vzrok, ne, vzrok lahko hitro najdemo, ampak nekaj, kar bi res, ker bi se vsi strnili in da ne bi bilo samo, kaj bi rekel, obisk za nekaj majhno skupino vernih, ampak da bi res vsi verni, neverni ljudje dobre volje, da bi se tukaj zedinili, rekli, povabimo papeža, da nas v tem pa tem, kaj bi rekel, potrdi. Naprimer, lahko bi to bila sprava. Lahko bi bila narodna sprava, ki jo že toliko časa iščemo in delamo na tem, pa nismo naredili nekaj korakov. Če bi rekli, da bomo se potrudili eno leto in bomo delali na tem, potem pa povabimo papeža, da, kaj bi rekel, na koncu to spravo blagoslovi in nas, kaj bi rekel, nam zaželi, da gremo na to pot, potem spravljeni in tako. To bi bila verjetno res ena taka priložnost. Pa kaj drugega, mogoče tudi kar nekaj imamo tudi kandidatov za blažene ali pa za, kaj bi rekel, za svetnike. Če bi mogoče kdo od teh prišel do tako daleč v tem, kaj bi rekel, procesu, da bi lahko papeža povabili, da tukaj pri nas upravi ta obred, ne, bi tudi lahko bilo ena taka priložnost, da bi lahko papeža povabili. Ne. Tako da bomo tudi videli, kako bo vzdušje, ampak vsekakor, kaj bi rekel, mi bi bili veseli. Osebno jaz vidim, če bi v procesu sprave res strnili vrste skupaj, vsi, ker tukaj ne more samo sprava, ne more biti samo stvar nekoga ali pa del naroda, ampak res to mora biti potem, če je narodna sprava, pomeni, da vsi vstopimo noter, verni, neverni, ljudje dobre volje, vsi skupaj. Zato, ker si želimo, da bi živeli skupaj res v miru, spoštovanju, večji odprtosti drug do drugega,
In to je potem sprava. Nov katehetski načrt pogovora tudi kaj o tem? Gotovo bo tam, kaj bi rekel, na kongregaciji za evangelizacijo. Nov načrt je zelo blizu papežu Frančišku. Papež Frančišek poudarja besedo spremljanje. Torej, ugotoviti, na kateri stopni rasti vere je nekdo in ga potem spremljati. Biti sopotnik. Ne? Tako katehet ni več učitelj, ampak sopotnik, ne, na tej poti rasti vere. To papež zelo veliko poudarja, zato ker danes so razlike zelo velike. Ne. Prihajajo kateheze otroci, ki iz vernih družin, iz družin, kjer ni nobene besede o Bogu, kjer ni nobene molitve, ne, in tako rekoč so na začetku neke poti, ne, kjer doma niso dobili. In zato je tako pomembno tukaj ujeti, kje je kdo in mu potem pomagati v tej rasti. Ne. Je pa res, da tudi za to potem potrebuješ usposobljene ljudi, ki to lahko delajo. Ker na nek način je lažje, ti tisto uro pripraviš, jo, kaj bi rekel, izpelješ, kot pa zdaj imeti pred seboj res vsakega kot posameznika na tej stopni rasti in mu pomagati, ne. Da pride do neke zrelosti v veri. Ne. To je dosti bolj zahtevno. Ne. To se mi zdi, da je pa edina pot, ker bi rekel, dejansko, če gledamo danes otroke, ki prihajajo v katehezi, lahko vidimo, kako z različnih kontekstov prihajajo in s kako različnim, kaj bi rekel, na različni stopni vere se nahajajo. Za sklep lahko prosim povzamete vaša osebna pričakovanja v celoti, en tak pregled od tega sledečega tedna. Gotovo, jaz se veselim tega romanja. Čeprav meni je Rim poznan, torej sem dolgo časa živel v Rimu, tako da ne grem toliko, da bi gledal, kaj bi rekel, si obvladoval Rim, ampak res prvi vrsti kot romar. Grem kot romar, ne. Kot pastir te škofije, grem se kdaj k pastirju, ki je čez vse nas. Ne. Zdaj, če je v škofiji zelo pomembna ta povezanost škofa z duhovniki, ne, da se tukaj čuti, da smo res eno, je tudi za nas škofe pomembno, da začutimo, da smo eno s papežem. Ne? Da začutimo to njegovo bližino, to njegovo očetovsko skrb za nas, da nismo samo nekje poslani v neko škofijo, ki je včasih tudi lahko delo težko in tako, ampak da čutimo, da je z nami, da nas podpira in da nam tudi, kaj bi rekel, daje kakšne smernice za to, da bi lažje opravljali poslanstvo, ki nam je zaupano. Tako da grem prvi vrsti kot romar, z enim veliko željo, torej papeža sem že srečal, mislim, sem že bil z njim, ampak drugače, ko bomo sedaj govorili o naši, kaj bi rekel, cerkvi na Slovenskem, čisto skupaj, kot vsi škofje, z papežem sedanje, torej z Petrom sedanjega časa, da bomo res čutili to povezanost in da bomo tudi začutili njegovo skrb za to našo cerkev. Jaz mislim, da to je tisto. Po drugi strani pa sam zelo z veseljem odhajam, ker darilo, ki bomo papežu izročili iz naše škofije, to je Ptujsko-Gorska Mati Božja, kopija, kar pomeni, da bomo tudi na poseben način ta izročitev vmes na poseben način doživljal, ker smo želeli, da mu podarimo darilo iz škofije, ki je zadnja leta največ pretrpela, bila na največji preizkušnji, da tudi, papežu pokažemo, da smo se zatekali k Mariji, jo prosili varstva in pomoči in da mu prenašamo to Marijo s plaščem, to Marijo zaščitnico. Pod tem plaščem smo pa vsi, res kot ena družina, papež, škofje, duhovniki, vsi verniki, vsi smo pod tem plaščem kot ena družina in Marija nas s svojim plaščem zagrinja in nas tem varuje, in da bi res živeli kot Božji otroci, da bi živeli ta dar Božjega otroštva in da bi šli po tej poti, ki nas vodi k očetu. Gospod Mačkov Cvikl, hvala lepa za vaše besede. Želimo vam obilo Božjega blagoslova v vašem obisku in morda se spet vidimo, ko se vrnete. Ja, torej hvala vam, pa se priporočam tudi molitev, da z molitvijo spremljate ta naš obisk. Mi bomo ponesli vaše prošnje tja
vi pa proste za nas in tako ko se bomo vrnili domov, bomo še bolj povezani med seboj. Tako. Hvala in vse dobro. Hvala lepa. Hvala.